pozdravljeni, kako ste? Pa dobro, ne? A veste, kako odgovorijo uspešni menedžeri, kot vprašam, kako ste? Oni vedno rečejo, odlično, pa še bolj bo. Vedno gre za to, da je bolje, ker je kolegica ravno omenila drugačno veselišče. Naša se tudi pozitivno, bomo videli tudi zakaj. Z veseljem v dvorani pozdravljam moje sogovornike, ki so vsi zelo zaposleni. Tako da vas je čisto neobičajno prosim za uvodni aplavz, ker so si vzeli čas, da so danes posebni. Aplavzov ni nikoli preveč. Z nami branita trdnjavo gospod Rajko Novak, direktor Oracle Slovenija, Dan Podjet, strokovni sodelavec na ZRC SAZU, Sonja Šmuc, izvršna direktorica Združenja Menedžer, profesor dr. Janez Bešter z Fakultete za elektrotehniko in še leva trdnjava, Iztok Jančnik, direktor podjetja Hewlett Packard Slovenija. Kaj bi radi danes naredili skupaj? Nekaj zelo preprostega. Radi bi malo zbližali ta dva svetova. Vašega in našega. Zakaj? Prav je, zakaj Nemčija tako hitro prekrmarila iz krize? Ker je gospodarstvo s šolskim sistemom bolj povezano. Danes bi radi delali tukaj, kar se dogaja v fiziki. Najbolj priljubljen predmet učencev, je tako? Jo. Pa se malo nasmejete. Dr. Jadran Lenarčič pravi, če imaš energijo, da stisneš dva delca dovolj blizu, ti boste vrnila bistveno več energije, kot si jo v to vložil. Torej, mi bi danes radi naredili tukaj neke vrste fuzijo, zbližanje teh svetov. Zato smo danes tukaj in da boste vi z veseljem navduševali mlade, da bojo odraščali, da bojo zbirali prave poklice, tiste, v katerim in bojo sijale iskrice oči. In če kar pričnemo, Iztok na moji skrajni levi. Tole je Iztok, jaz bom samo da pojasnim, kolege tikala, ker bi bilo nepristno, da z ljudmi, s katerimi dolgo in dobro sodelujem, kar nekaj začnem videti. Tako da oprostite, zato se tikamo, ne zato, ker bi bila neljudna. Iztok tole bi ti mogel prepoznati. Uspeh je odvisen od moči vodstvene skupine, osredotočenosti, izvedbe in najpomembneje odličnih izdelkov in storitev. Tako pravi najvišja šefica Hewlett Packarda, Matt Whiteman, predsednica in Chief Executive Officer. Iztok, ko v Hewlett Packardu izbirate člane kolektiva, kaj iščete? Kaj vas pritegne, zakaj nekoga zaposlite in zakaj drugega ne? Izvolite. Torej, najprej lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz sem prav vesel, da sem danes tukaj med vami. Malkrat imamo res priložnost povedati, kaj iščemo, kaj hočemo, kaj si pravzaprav želimo. Seveda, najprej vsak pogleda ime firme, reče, to je dobra firma, jaz bi tudi tukaj delal, ne? Ali pa glede na to, da poznam veliko ljudi, od študentov naprej do vseh zaposlenih v takih in drugačnih podjetjih in spet gledajo fino, a rabite kakšnega, jaz bi kot vas delal, ne? Zdaj, dobro, časi v tem trenutku sicer niso taki, kot so bili mogoče par let nazaj, ko smo res vsako leto vzeli precej ljudi. Imeli smo veliko programov za poslovanje študentov in tako naprej. Glede na aktualne tržne razmere, smo zdaj nekaj bolj previdni in res jemljemo v službo take ljudi, ki nam pravzaprav po domač povedano pašejo. Kakšni ljudje nam pašejo? Najbolj, bom rekel, iščemo ljudi, ki se ne bojijo, ki jih ni strah. Ki jih ni strah komunikacije, ki jih ni strah razvoja sebe in svoje okolice, ki ne iščejo to, da sebe izpostavljajo kot nekega super človeka ali nekaj podobnega, ampak definitivno nekoga, ki je pripravljen kot član tima sodelovati pri doseganju skupnih ciljev. Ena od stvari, ki so pomembne in najbrž bolj moji kolegi tudi kasneje sami dodali in povedali, je pravzaprav prav to sodelovanje. Vse težke cilje in recimo v takih podjetjih, kot smo mi dva z Rajkom,
so cilji nekaj, bom rekel, hudo merljivega in hudo točno definiranega in kar je pa vsem skupaj pomembno na koncu ob upoštevanju doseganja ciljev si tudi plačan. Se pravi, v takih firmah, kot jih predstavljamo z Rajkotom, pravzaprav ni 100% plače, če ni 100% učinka. Tako da zato govorim o tem, da ljudi ne sme biti strah. Morajo imeti želje, morajo imeti svoje osebne cilje, morajo slediti cilje podjetij, morajo biti pripravljeni se učiti celo življenje. Jaz sem pač v tem poslu 25 let in verjemite mi, da sem začel računalništvo takrat, ko smo imeli črno-bele monitorje. In v tem času se je hudo veliko stvari v tem poslu spremenilo. Se pravi, celo življenje namenjeno učenju, pa niti ne bi se zdaj omejil samo na tehnološka podjetja, ampak pravzaprav na vsa podjetja, ki jih pač predstavljamo ali pa ki pač tukaj obstajajo. Tako da, to so tiste prve, mogoče za začetek, tiste prve glavne lastnosti, katere bi izpostavili. Ok, hvala lepa. Rajko, ti osebno imaš dobro zgodbo, kako si ti dobil službo v Oraclu, povezana je z jadranjem in golfom, tako da bi najprej prosila, če podeliš tole dobro zgodbo z nami in potem bi ti poveš, kaj pa ti iščeš, ko zaposluješ za delavce. Hvala. Tudi v mojem imenu lepo pozdravljeni. Zahvaljujem se organizatorjem za povabilo. Z veseljem sem se odzval temu povabilu, zato ker dejansko je tudi nam v interesu, da delimo z vami in z vsemi ostalimi sodržavljani, našimi sedanjimi in bodočimi uporabniki, naše izkušnje, želje, pričakovanja od tega trga. Zdaj, moja osebna izkušnja, to, kar je bilo vprašanje, jaz sem zdaj v Oraclu 9. leto na tej poziciji, ker je precej izjema kot pravilo, da na tej poziciji ostaneš toliko dolg časa. No in ko sem bil intervjuje za službo, to je kar nekaj krogov, prej sem delal v zasebnem podjetju, tudi 14 let, IT podjetju. O teh krogih, ki smo jih oddelali na predzadnjem intervjuju, ki sem ga imel, ko prideš v tist, recimo, ožji zbor med 2-4, je bilo vprašanje, če kaj jadram. Pa jaz običajno, niti v zasebnem življenju, niti v poslu, se ne znam obnašati, da bi nekaj govoril, kar ni res. Ali pa, da se sprenevedaš, se hočeš narediti drugačnega, kot si, sem ustrelil kot izstopa, ne. Seveda, vedel sem, da je company culture, se pravi kultura, korporacija naša, jadranje, tisti, ker mogoče ste v tej zadevi, America's Cup, jadranje, Oracle, zmagovalec lansko leto na tem področju. No in takrat sem rekel ne. In nekako nisem bil v tem nobenega problema, ampak kljub temu sem pa hotel popraviti malo umetniški vtis. Sem rekel, golf pa igram. No in veste, kakšna pa reakcija, ne, to pa naša konkurenca dela, to pa mi ne delamo. In takrat sem jaz sam po sebi rekel, no, smo zaključili verjetno tole kariero, preden se je sploh začela v Oraclu. Ampak pol kasneje, seveda ni bil to tisti ključen moment, zakaj smo se potem dogovorili za sodelovanje, ampak kasneje se je izkazalo, da je ta iskrenost, ta odprtost, direktnost je veliko pomenila in hkrati nevedoč je to, da jaz nisem bil jadralec, tukaj v lokalni pisarni bil celo velik plus. Zato, ker se je jadralo preveč, premalo se delali. Tako da, nevedoč sem s tem dal še en plus celi zgodbi. Zdaj, kaj iščemo, mogoče, da se še na to temo malo vrnem. Jaz vedno iščem v teh razgovorih neko iskrico v očeh pri kandidatih. Če ne vidim tiste energije, tiste pripravljenosti, da se spoprime kandidatka z vsemi izzivi, ki jih prinaša taka globalna korporacija kot je Oracle, pol bo to težko. Pol bo to težko, se pravi, mora videti tisto željo po dokazovanju, seveda vse ostalo, tiste kompetence strokovne, to so nujni pogoj, daleč od tega pa, da je to zadosten pogoj.
kompetence osnovne morajo biti prisotne, vse ostalo se da potem doučiti, dobiti z izkušnjami tista želja po dokazovanju, to, da verjamejo ljudje, da bodo skupaj z nami, skupaj s kolektivom dosegli najprej cilje podjetja, hkrati pa tudi neke svoje osebne ambicije dosegli, to je tisto, kar iščemo. Hkrati pa vedno vprašam, pa bom pa zaključil, imam predolg na začetku, če imajo kakšne hobije. Ker če se ukvarjajo izključno za stroko oziroma s tistim, za kar so študirali, to zame ni dovolj. Morajo imeti še nekaj zraven. Nekaj, kjer neko področje, pa ni važno, niti ni to pomembno, katero je to področje, ampak nekaj, kar jim dodatno daje neko zadoščenje, ker iščejo dodatne izzive. Seveda, ker nismo zelo tekmovani, to je kolega Iztok že rekel, korporacija ima cilje zelo striktne številke in še enkrat številke. In zato mi je najbolj všeč, seveda ni pa to nujno, da je kandidat aktiven na športnem področju. Ne si bo v nekem timskem športu ali pa kot nek recimo samostojen športnik, kjer je pač športna dejavnost taka, da si izključno od sebe in od svojih rezultatov odvisen. Ker če si na tem področju uspešen, sem prepričan, da boš uspešen tudi v poslu. Hvala lepa. Sem spremljala pred letom in pol kolego, ki je se prijavil na mesto v enem drugem, tretjem IT podjetju. Vsak teden mi je javil, sem prišel na naslednji krog. Pa čez en teden spet v naslednji krog. Sem vam vprašal, sem enkrat pa ti kot na olimpijskih igrah tekmuješ toliko krogov ima tale tvoj zaposlitev, preden je dobiš, ne? Sonja, pri vas ste 2 leti nazaj zaposlili pravnico na Združenju menedžerjev v strokovni službi in sicer preko projekta Zaposlitveni izziv. Pa bi te prosila mogoče, kakšno je bilo tvoje razmišljanje kot delodajalca, kot zaposlovalca, ko si iskala sodelavca, sodelavko za svojo strokovno službo? Združenje menedžerjev, ne vem, kako poznate, to je prostovoljna organizacija, ki učlanjuje preko 1000 slovenskih večinoma top menedžerjev in menedžerk. Ima svojo strokovno službo, ki je zelo majhna in kompaktna. Zaposlene smo 4, potem je še nekaj zunanjih sodelavcev, s katerimi pogosto in redno sodelujemo. Odprla se je možnost, ko se je eno od sodelavk zamenjala službo, da preuredimo, kaj imamo in moja želja je bila, da v našo ekipo pripeljemo tudi nekoga, ki se spozna na pravo. V ekipi, ki je zelo majhna in takih podjetij v Sloveniji mnogo več kot je teh velikih, o katerih ponavadi govorimo. V gospodarstvu najbrž poznate te številke, preko 90% podjetij je malih podjetij, kar pomeni, da imajo 5 do 10 zaposlenih ali celo manj. In na marsikoga je treba v bistvu tudi pripraviti, da ko govoriš o zaposlitvi, ni to vedno zaposlitev v Petrolu, Mercatorju, Oraclu, HP-ju, ampak to lahko tudi kakšno zelo majhno podjetje. In v manjših podjetjih je, kakšna je oseba izjemno pomembna. Še mnogo, v vsakem kolektivu je, ampak v majhnih se lahko ta dinamika, kako ljudje med sabo sodelujejo, še mnogo bolj pozna. Ali pa to, da je lahko ekipa mnogo uspešnejša, ali pa to, da je strašansko težko priti v službo, ker so odnosi zelo napeti. V našem primeru je bilo zelo logično, da bomo uporabili postopek zaposlitvenega izziva, ker smo bili sami tudi eden od soustvarjalcev te ideje. Gre za sodelovanje med Zavodom za zaposlovanje, časopisno hišo Delo, ki veliko delamo, zato je mogoče ta pristop, ne delamo dnevnik seveda, ki ima odlično akcijo Zlata nit, ki jo najbolj tudi poznate, kot ljudje, ki se ukvarjate z poklicnim svetovanjem, ki izbira najboljše delodajalce, zaposlovalce v Sloveniji in pa Združenje menedžerjev, ki smo sodelovali pri nastanku tega koncepta. Logika te zgodbe je bila, da skušamo izkoristiti ali pa uporabiti v neko dobro, družbeno odgovorno smer
podjetja, ki so v združenju, veliko jih je na tej lestvici zlate niti in jih pomaga preko enega projekta prepričati, da jim ni treba vedno iskati kadra prek tega, da vidiš, kaj so kje drugje v kakšnem drugem podjetju nekdo počne, ali prek headhunterjev, ampak da je marsikdo tudi na zavodu, ki je odličen kadar. Zavod za zaposlovanje praviloma ni točka, na katero se dobra podjetja obrnejo, ko iščejo kadar. Kar je neka fama, da pač tam so ljudje, ki so brez službe z razlogom. V zadnjih časih krize se je pokazalo, da je marsikdo prišel na zavod ne zato, ker ne bi bil dober, ker bi bil mogoče samo na napačnem mestu, ampak preprosto je bila posledica dogajanja v gospodarstvu, ki so se zgodila. In potem, ko smo bili mi v tem, smo se rekli, da to preverjamo, da imamo potem tudi sami poskusiti, kako v resnici to zgleda, ko si na strani naročnika. In postopek je tak, da se srečaš z zavodom za zaposlovanje, poveš, kakšne so potrebe, daš en brief, v katerem opišeš te kompetence, ki smo prej povedali, kaj bo oseba počela, kaj si predstavljamo. In potem zavod pogleda skozi svojo bazo, kdo so ljudje, ki bi recimo načeloma ustrezali tem pričakovanjem, se z njimi sreča, oziroma jim pove, kdo išče in kakšna služba se ponuja. Potem z njimi naredijo, jih iz tega, zapravi že drugega kroga, sami izberajo, kdo mislijo, da so v resnici bolj primerni, in potem s tistimi, ki so bolj primerni in zainteresirani, se pravi ta dva preklopa, da bi psihološka testiranja. Tako kot recimo bi pričakoval tudi kakšne profesionalne kadrovske agencije. In v dogovoru z nami, ko smo rekli, da bi recimo želeli se spoznati da nam predstavijo top 10 po njihovi izbiri, ki so bili tudi seveda psihološko testirani, smo dobili CV-je, življenjepise, dobili smo psihološko testiranje in potem se pa krog naprej zavrti. Kar je pa pri meni zanimivo, je pa ugotovitev, da ko sem delala življenjepise, sem si naredila en rak, koga bi na tej podlagi vzela. Ko sem se srečala z zavodom in so mi predstavili, kakšna je bila razvrstitev glede na psihološko testiranje, se ta vrstni red že zamenjal. Se pravi, smo dodali v življenjepisu psihološki profil. Potem smo se srečali, od teh 10 smo izbrali 8, se nam je zdelo, da so zanimivi, kadri večinoma so bili mladi, nekje do 33 let. Jaz sem jim predstavila, kaj na združenju delamo, kaj bo to delo, ki ga odpiramo, zahtevalo. In že iz tega enega pogovora so se spet karte premešali. Ta prvi vtis, ki smo ga dobili od ljudi v tem prvem stiku, ko so se predstavili, je spremenil, kdo k nam paše. In ker smo imeli te pogovore v eni taki sobi, ki je steklena z ene in z druge strani, sta moji dve drugi kolegici kar pogosto šli mimo in potem rekli, neumnete črne, samo neumnete črne. Una nam je bolj všeč. Tako da so že samo na tej, se pravi, fizični enem občutku, so že kolegice v bistvu tudi zaznale, s kom bi raje delali. In tudi ta del mi je bil pomemben. Ni bil razlog, na čemu se odločaš, ampak seveda moraš upoštevati tudi celotni presoji. Potem smo jim dali 2 nalogi, ki so jih morali narediti in oddati so jih morali, mislim, smo se dobili v četrtek, oddati so jih morali v nedeljo. Tudi to je bilo, ali komu bo v bistvu težko oddati zadeve čez vikend. Lahko, da je to za marsikoga grozljivo, ampak tako v gospodarstvu v bistvu se funkcionira. Tudi na ta način preverjaš, ali je zainteresiranost velika ali ne. Kar me se presenetilo je, da so vseh 8 je oddalo pravočasno, čisto vsi, se je pa potem zopet spremenil vrstni red, potem ko smo naloge dobili, se pravi že četrtič. Potem smo pa na tej podlagi pa 3 povabili kot finaliste, ki so pa imeli priložnost svoje stališče iz tiste naloge tudi v bistvu predstaviti. In v tej zadnjem krogu se je pa skozi finiš, je pa ta prva stekla kolegica, ki sedaj že 2 leti z nami in je čudovita oseba. Hvala lepa, Sonja. Super. Ime je Mojca, res je super oseba in tudi naša izkušnja zavodom za zaposlovanje potrjuje to, kar je Sonja povedala. Zelo preprosto, danes pri delu v gospodarstvu velja hire for attitude, train for the knowledge. Vsakih 8
8 let se znanje čisto spremeni. Poklici, ki nastajajo, jih nismo poznali 10 let nazaj. Torej, zelo pomembno, ko se vi pogovarjate z mladimi, da veste, da jih ne bojo podjetja zaposlovala samo zaradi znanja po ocen. Ocene so anonimne. 9, 9, 10, 10 je eno spričevalo z univerze. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 10, 11, 11 ni. Ampak kaj naredi razliko? Tisto, kar je rekel Rajko, kaj si delo zraven, kaj te zanima, a znam prepoznati, kje imaš iskrice. In profesor dr. Bešter, ki je idejni oče projekta Inženirke in inženirji bomo, on vedno poudarja, v poslu, v gospodarstvu potrebujemo vse poklice, samo v pravih razmerih. Temu doda še prispodobo juhe. Če v juho, kako jo kuhamo, dodamo preveč ene sestavine, juha ne bo dobra. Torej gre za to z občutkom kuhati, pripravljati, tako da Janez bi te povabila, da mogoče ti komentiraš tole, kar smo se do zdaj pogovarjali in če se potem bi kar dan navezal, ker vidno pravzaprav sodelujeta, to, kar sem izvedela. Antropolog in inženir. Sodelujejo odlično. Lep pozdrav še v mojem imenu. Prihajam iz fakultete za elektrotehniko in sem pristojnik laboratorija za multimedijo, to je nekaj novega. Prej sem bil pristojnik laboratorija za telekomunikacije, kar je nekaj malo bolj tradicionalnega. Gre pa za skupino 50 ljudi, zelo tako motivirano. In iz te skupine v tej skupini imamo 20% netehničnih sodelavk in sodelavcev. Eden najboljših sodelavcev je ravno SFDV. Tako da mi zelo gojimo ta princip interdisciplinarnosti in v tej skupini tudi 15% deklet. Žal jih še moramo dobiti, ker se nam jih na elektrotehniko piše samo 10%. Na multimedijo, ki je nova, smo pa uspeli, da si jih piše 30%. Tako da stvari se spreminjajo. In zdaj, če lahko, kar uvodoma bi imel eno prošnjo za prisotne. Imam eno sodelavko, ki je zdaj že naredila doktorat in je zelo uspešna na evropskih projektih. In ima izkušnjo iz srednje šole, ko je povedala svetovalki, kam bi prišla študirati, je rekla, a te ni škoda za elektrotehniko. Tako da bi jaz prosil, da se mogoče ta način, sploh do dekleta, do tehnologij, do teh študijev, mogoče malo spremeni, se že počasi spreminja, čeprav v Sloveniji se še ni zelo spremenil, so pa nekatere države po svetu, ki so uspešne, kjer je na študijih tehnike pol deklet. Tako da mogoče ta predsodek bi bilo dobro odpraviti. Drugi predsodek pa je, ker je bilo tudi vprašanje, sodelovanje med tehniko, naravoslovjem in družboslovjem. Definitivno je to nujno in ravno s kolegom zelo dobro sodelujemo na enem projektu Drive Green, pa še nekatere drugih skupaj prijavljamo. Skratka, če dam primer, če mi danes hočemo narediti na mobilni napravi, ki ni več samo telefon, ampak je to zelo zmogljiva multimedijska naprava, eno aplikacijo za uporabnike, pa nisi bo to medicina na daljavo ali pa konec koncev vsi poznate TripAdvisor, se pravi karkoli, kar nam nekaj pomaga v življenju. Potem seveda potrebujemo in tehnike, in inženirje, in dizajnerje, in sociologa, in psihologa, in še tistega, ki bo na koncu poslovni model postavil in ki bo pogodbo napisal. Skratka, če hočemo, da bi bil ta zadeva uspešna in mislim, da delamo cilje globalno uspešne zadeve, potem rabimo dober tim. In ta tim mora biti sestavljen iz večjih elementov in to se vedno bolj dela. Da ne bom predolg, mi v tej akciji Inženir bom, ki jo kar uspešno peljemo po gimnazijah in mlade seznanjamo z priložnostmi inženirskih poklicev in tudi s podatkom, da v Evropi v naslednjih 4 letih primanjkuje 900.000 strokovnjakov za področje informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Torej, je za dobre ogromno priložnosti. Mi vedno skušamo sugerirati to, da se vprašajo mladi, kakšne imajo želje, kaj ga vleče, kaj je strast, potem, da skušajo ugotoviti svoj talent
je tudi zato, kar ga vleče, je tudi zato talentiran in da potem tudi malo pomisliti, kaj bi pa rad v življenju počel, ali je neka možnost zaposlitve kasneje. Dejstvo pa je, če ima nekdo res željo, pa če ima res talent in bo dobro poskrbel za svoje znanja in izkušnje, ki smo slišali, da mora biti, potem bo pač dobil zaposlitev in delo definitivno. Tako za dobro se vem, toliko za zdaj. Hvala. Dan, tvoja teza, ko so se pripravljali na to srečanje, ki si mi jo povedal, je, da konkurenčnost Slovenije ustvarja tehnologija v družbi s humanistiko. Lahko tole malo pojasniš, trudiš se za uveljavljanje antropologije kot vede v gospodarstvu, imaš tudi konkretne primere po razvoju. Sam sem predstavnik antropologije, po poklicu sem antropolog. Predstavnik vede, ki je v Sloveniji nažalost precej zapostavljena in potisnjena na rob, kar je seveda napačno razmišljanje. V ZDA recimo so precej bolj pragmatični in tam zaposlujejo več kot 2000 antropologov v podjetjih kot antropologe. In to so tudi visokotehnološka podjetja, kakršno recimo Intel, odkoder je tudi, kjer imajo vodjo za uporabniške izkušnje, Genevieve Bell, ki je bila izbrana po izboru revije Fast Company za eno najbolj vplivnih, oziroma med 100 najbolj vplivnimi osebami v IT industriji. In ne razumem, zakaj tega, oziroma tovrstnega razmišljanja ne prenesemo v Slovenijo ali pa v Evropo. V celotni Evropi je komaj peščica antropologov zaposlena v podjetjih, kar je žalostno, ker to je področje, na katerem smo res dobri in konkurenčni. Ne samo antropologija, ampak celotna humanistika, filozofija. Imamo vrhunske filozofe, sociologe, psihologe in tu lahko v vsakem trenutku, kadarkoli konkuriramo Kitajski, Indiji, ZDA in katerikoli drugi gospodarski velesili. Če le znamo ta znanja uporabiti in se povezati med sabo, recimo za razvoj izdelkov. In mi smo že nekajkrat poskusili, recimo konkretno sodelujemo z laboratorijem za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko in podjetjem CVS Mobile pri razvoju mobilne aplikacije za eko-vožnjo. In v tem projektu imamo antropologi ravno takšno, oziroma mogoče celo vodilno vlogo kot inženirji z področja elektrotehnike. In zakaj? Zaradi tega, ker delamo aplikacijo za ljudi. Vsaka tehnologija, ki nastane, na koncu uporabljajo ljudje in nihče drug. Živimo konec koncev v obdobju, ki smo ga poimenovali antropocen, pravkar. In v tem obdobju antropologijo nujno potrebujemo. Zakaj potrebujemo recimo za razvoj te aplikacije antropologe? Delamo aplikacijo, ki bo spreminjala načine vožnje v jugovzhodni Evropi na različnih lokacijah. In bo odvisno od tega, kje ste in kdo ste. Torej se bo aplikacija prilagodila vam. Večina aplikacij, ki jih uporabljamo zdaj na mobilnih telefonih, je takih, kot da bi prodali samo eno vrste hlač, ki bi bile vse prav. Ta aplikacija bo taka, da se bo prilagodila vam, vašim potrebam in temu, odkot ste. Ne moremo ljudi v Turčiji motivirati na isti način kot v Sloveniji ali pa kot v Beogradu. Tako da bomo naredili eno prvih aplikacij na svetovni ravni, ki bo kulturno specifična. Vsaj trudimo se v tej smeri. In potem bomo potrebovali ekonomista, ki bo pripravil pogodbo, oziroma pravnika, in ekonomista, ki bo naredil poslovni model in bo posel sklepil. Kot je rekel profesor Bešter, potrebujemo vse poklice. Gremo se še malo tudi na področje, ki se delno dotika antropologije, oziroma teh naših značilnosti, s katerimi živimo. Veste, kaj nam je povedal predavatelj na konferenci 14. novembra? Prav osupno smo, ker je čist direktno povedal dr. Rok Strita z Ljubljanske ekonomske fakultete. Ne potrebujemo pridnih sodelavcev. Ne? Ne. Ker kaj pomeni pridnost? Ubogljivost, marljivost, trdo delo. Vse vrednote, s katerimi smo gor rasli, kot se reče. Je tako? Veste, kaj potrebujejo podjetja? Pametno delo. Pametne ljudi. Pridejo, kot reče moj kolega, zjutraj, ko pridejo v službo, da pa nesejo glavo sabo v službo. Ne pa pustijo doma, oni pa pridejo z nogami. Ker kakšen reče,
moja naloga ni razmišljati. Jaz sem tukaj zato, da delam. Bomo pa rečemo, res, a smo kje pogodbo napisali, da smo se poslali samo tvoje roke pa noge, glava pa ne. Mi zaposlujemo celega človeka. Tako da pejmo zdaj malo na te značilnosti oziroma to. Pa se kar navežemo na pedagoško stroko, ki v Evropi med kompetence 21. stoletja, ki ne bi se razvijala v šolstvu, umešča ustvarjalnost, sodelovanje, kritično razmišljanje, reševanje problemov, učenje o čem, komunikacijo in prilagodljivost. Pa vas vprašam, svetovalni delavci in delavke, a se s tem ukvarjate v šolah? Najprej vas vprašam. Preveč. Ja, ne? Preveč. Preveč? Namesto znanja. Preveč namesto za znanje? Je odgovor v prvi vrsti, mogoče še kdo? Vi dobivate kader, ki je prilagodljiv, ki zna sodelovati, reševati probleme? Mogoče odziv te strani? Rekaj, kar sklono se. Rekaj, tvoj. Mogoče bi se navezal prej na kolegico Sonjo, ki je govorila o teh postopkih, kako pride do končnega kandidata. In teh testih, psiholoških testih, raznih testih. Jaz pravim, spet tako kot je neka strokovna sposobnost, tisti predpogoj, tudi test je nek pokazatelj, ampak za mene je precej zadnji. Ker sam test, jaz imam izkušnje z enimi dvemi kandidati, psihološki testi vrhunski. Tako da bi človek rekel, se to ne more biti res. Ampak seveda, ko ga pa vržeš v realno življenje, pa ugotoviš, da tisti test praktično ni pokazal tistega, kar si ti iskal, oziroma je bila ta oseba čisto za neko drugo mesto, ne pa za tisto, kar smo mi iskali. Tako da, zdaj ta mlada generacija, to večkrat govorimo, mi smo, vsaj jaz zase lahko rečem, danes so izvzete, smo že malo starejši, drugače razmišljajo. Res drugače razmišljajo. Jaz sem dva sinova, ene 24, drugi je 18. Pa moram reči, da imam kdaj kar težavo, kako jih razumeti. Čisto drug način razmišljanja imajo. Zelo so tako, angleški izraz uporabno, zelo straight. Včasih smo res prisegali malo bolj na to, da smo priden, da so se prilagajal, celo preveč. Prilagodljivost je potrebna, ampak do neke mere. Spet, mogoče moja izkušnja, moj najboljši tržnik ni nič prilagodljiv. Imam vsak, ki je 14 dni, kar težave z njim. Predvsem zato, ker pač ima nek svoj način razmišljanja in če mu nekaj prav, je zelo glasen in zelo direkten. Ampak so druge kompetence to dobre, da se to nekako poreže, te pike in se da preživeti. Ljudje oziroma bodoči posamezniki, ki prihajajo kot kandidati na razgovore za službo, jaz mislim, da strokovna znanja so zdaj kar prisotna. Kar res pogrešam, mogoče, je tista samozavest. Ker če samozavesti ni, ti si lahko, imaš idej polnosti, kompetenčen si vse, ampak ob prvi negativni izkušnji se ta posebej sesuje. Če ni nekaj samozavesti prisotne in to bi jaz apeliral, ko imate razgovore in ko razvijate te srednješolce, da so samozavestni, da hočejo delati in da so tisto, kar so. Ne, da se prilagajajo preveč. Tu sem hotel dodati še to. Jaz mislim, da je pridnost oziroma ta vzgoja oziroma odcepljanje pridnosti v glavo slovenski problem, ta hip. Jaz mislim, da je problem drugje, da smo
Slovenci oziroma generacije, ki zdaj odraščajo razvajeni otroci, razvajeni staršev, da smo vse bolj razvajena generacija, vključno z mano in vključno z mojimi otroki. Seveda bom sam se trudil to spremeniti, ampak zdaj najprej odcepljam v glavo, še vedno pridnost. Hotel sem pa reči to in zakaj. Opažam recimo to pri študentih na Univerzi v Ljubljani, kjer tudi učim, kjer smo jim recimo zadnjič predstavili to pobudo Demola, s katero se je povezala tudi Univerza v Ljubljani in se mi zdi krasna, zanimiva pobuda, namreč podjetja, kakršno je vaše, razpišejo nek izziv, ga ponudijo ekipam študentov, interdisciplinarnim ekipam v reševanje. Študenti lahko potem to rešitev prodajo podjetju in zato dobijo tudi nek honorar. Ko je gospa iz Demole predstavila to pobudo študentom, so jo najprej seveda vprašali, koliko pa za to dobijo, in je povedala, kakšna je povprečna cena, tam nekaj 4.000 evrov, nekaj takega, in so rekli, potem kasneje, ker sicer zapustila že prosto, sem to pa nekaj malo, a ni? Mislim, a ni boljše, da delate to in dobite celo kreditne točke, mogoče za nek predmet, ki bo del študijskega sistema, predvsem pa neke nove izkušnje, povezave, tako da najprej razmišljate o tem, koliko je vredna vaša ura, da si najprej preračunate tistih 4.000 evrov, ki razdelite na, ne vem, 5 oseb, ugotovite, da je to približno, ne vem, 5 evrov na uro in da rečete, sem to je pa nekam malo. Mislim, tako razmišljanje nas ne bo pripeljalo daleč. Ne pravim, da je treba vsako, tudi najbolj ponižujočo ponudbo za delo vzeti, ampak jaz mislim, da obstajajo neke pobude, ponudbe, v katere se pa študente enostavno morajo vključiti, če želijo dobiti zaposlitev in posebej s takim poklicem, kot je recimo antropolog, ne? Pač, če se lahko nekam vključijo neke ekipe, spoznajo ljudi, se seznanjajo s podjetji, jaz mislim, da so to odlične ponudbe oziroma pobude. Tako da ta način razmišljanja je tudi treba verjetno pri mladih spremeniti, da sprejmejo izzive in da ugriznejo v njih, ne, tudi če za to niso ne vem koliko plačani na začetku. Da se na ta način gradijo kariero. Super sporočilo, Dan. Hvala. Sonja, vsi ste isto. Ja, res bi se rad navezal, preden videti ta zgodba, ki jo je Rajko prej povedal. Ne? Bi rad predstavil en primer, ki sem ga jaz sam doživel v moji prejšnji službi. Pač vodil sem v enem največjem tehnološkem podjetju prodajo in sem imel prodajalcev tam nekih 100-120 in tako naprej in iskal vedno dobrega prodajalca. Govorimo o samem znanju in o strokovnosti in tako naprej. In pač, ko sem že malo upal, ko sem že dal nekaj 5 do 10 kandidatov, pametnih, odlične, skozi pride en fant in me je prepričal tisti trenutek, ki je stopil skozi vrata. Njegov nastop, bom rekel, kako se je predstavil, kako je, bom rekel, enostavno dal občutek, da sem ga jaz začutil, je bil ta prav. In glede, on ni bil v IT stroki prej. On ni bil, on je prodajal čist neke storitve, take, ki z tehnologijo praktično nimajo nobene povezave. Jaz sem se za tega pač fanta odločil. Ta fant je v roku enega meseca mu samostojno predavanje o tehnologiji za 200 uporabnikov. Samostojno. Včeraj sem ga srečal slučajno, oziroma v ponedeljek sem ga srečal, sem rekel, no, kako je bilo pa takrat, je rekel, ja, so mi hlače tresle. Ampak on je danes še vedno na tej isti poziciji eden boljših prodajnikov. Hočem pa pravzaprav to povedati, da kar iščemo so te osebnostne lastnosti, kot je rekel Rajko, samozavest. Kako ti pristopaš k poslu. Vse ostalo, ali so tam bitki, bajtki, šrobki, ali karkoli, vse ostalo, to se da vse naučiti. Jaz sem v mojem poslu vedno iskal človeka, ki ima sposobnost komunikacije, kooperacije z partnerji in tako naprej, ker vse ostalo se da človeka naučiti, tudi če ni bil nujno izobraževan za te namene. Koliko sem hotel sam dodati, pa še to bi rad povedal, da nas v našem podjetju imamo 35% dekretov. IT podjetju. Jaz
zanimiva ta razprava, skozi razmišljam, kaj od tega lahko je zanimivo za vas. Ne? In najbolj to, kar zdaj govorimo, se pravi ta oblika samozavesti, kako se to v bistvu v podjetju pozna. In ne potrebujemo v podjetjih samo samozavestne, rabiš tudi pridne. Si predstavljam jih neko računovodstvo, tam rabiš ljudi, ki v bistvu im je to v redu, ne? Da vejo, da morajo narediti od A do B in da je točno jasen postopek. O teh stvareh, o katerih smo danes več govorili, pa mogoče tam, kjer pričakuješ nekoga, recimo s fakulteto, ne? In da zna ustvarjati nove stvari, novo dodano vrednost. V podjetje zaposlujejo ali pa želijo zaposlovati ljudi, ki jim ne bo treba reči, kaj je treba narediti, ampak bodo to naredili oziroma bodo naredili delo. In ne samo zase, ampak še za koga drugega. Pravi, da en inženir lahko ustvari delo za 10 ali več ljudi. Ne? In zato tudi, ko se mi recimo vprašamo okrog teme socialne kapice, je to res iz te logike, da bolj ko lahko paziš in spodbujaš, motiviraš, več kot imaš teh vzvodov, z katerimi motiviraš ljudi, ki imajo sposobnost ustvariti več, ko potem lahko tudi več naredili in je to širše dobro. Zadeva, ki me pa skrbi v povezavi mogoče najbolj z osnovnim in srednjim šolstvom, pa je, ko pogledamo podatke PISA, kakšna je naša funkcionalna pismenost. Ne? Imamo najboljšo stopnjo, ali pa najnižjo stopnjo nepismenih na IMD lestvici, to je lestvica konkurenčnosti. To je en od kazalcev, v katerem je Slovenija prva med 60 državami. In potem to primerjamo z našo vrstitvijo po funkcionalni pismenosti. Zakaj pa smo opismenili toliko ljudi? Zato, da znajo brati, ampak ne znajo tega uporabljati. Če ne znaš povezovati, pravijo, da pač te stopnje funkcionalne pismenosti so, mislim, da so v 5 razredih, tudi med menedžerji niso vsi v 4. in 5. razredu, v 4. in 5. stopnji. In če je večina ljudi na dnu te lestvice, pol pomeni, da pravzaprav v podjetja prihajajo, da tudi v šolstvu so ljudje, ki ne zmorejo ljudi naučiti več in taki ljudje potem pridejo na trg in potem imamo nizko dodano vrednost na zaposlenega in potem imamo težave, da je proračun preveč prazen, da podjetja ne ustvarjajo in dosegajo višje rasti, ne dosegajo višjih cen. In to je povezano s tem, s kakšno, če si predstavljamo, če pečete kruha, moka, ki jo boste uporabljali, bo imela velik vpliv na to, kako dober bo tisti kruh. In če je ta surovina skromna, potem je tudi rezultat lahko skromen. Zato bi bil moj nasvet, tudi kar lahko vi skozi šolstvo naredite, biti pozoren na to. Ljudje, ki znajo med sabo povezovati informacije v novo znanje, to je tisto, ko rečemo, mi iščemo ljudi z iskricami v očeh. To ni, da se ti svetijo, zaradi kakšnih substanc ali kaj drugega, ampak zato, ker želiš nekaj narediti, ker znaš, imaš voljo in iščeš priložnost, ki boš to znanje v bistvu spravil v nekaj otipljivega. In takrat se povežeta vizija, strategija podjetja, pa tvoj osebni razvoj, ker imaš možnost nekaj narediti, nekaj pokazati, nekaj doseči. In take ljudje pa lahko prihajajo zelo različnih verov. Ali je to antropolog, ki se ga ne predstavljaš, ali je to prodajalec v IT branži, ki nima veze z IT, ampak se bo naučil. Zato, ker zna kombinirati informacije, ki jih dobi. In to lahko tudi vi v bistvu spodbujate, da mladi bolj razumejo, da oni imajo veliko informacij, ko so strašansko površni in jih mislim, da jih zelo slabo povezujejo med sabo. Če sam zaključim v bistvu z mislijo, moja hčera v osnovni šoli. In naučili so se delati zelo lepe in uporabne, se meni zdelo, miselne vzorce. In ko sem jo ob enem pred parimi leti spraševala pri zgodovini, ko je imela en tak krasen vzorc, miselni vzorc, sem jo spraševala o tistem in ona mi je znala povedati vse, kar je bilo napisano na tem miselnem vzorcu. Ampak ko sem jo vprašala, ja, in plebejci, kdo pa to so, da smo bili pri rimski zgodovini, to pa ne piše. In sem bila šokirana, kako je lahko znanje skrčeno na neuporabne točke, ker jih ne povezuješ med sabo. Kako lahko to tudi učitelji v bistvu dovolijo, in da lahko potem mogoče še dobi 4 ali 5 na podlagi tega.
Hvala, Sonja. Janez? Ja, hvala lepa. Jaz bi se kar na to navezal, ker se mi zdi, da šolski sistem po eni strani daje kar dobre znanja, vse to sem preizkusil na sebi, pa tudi na mojih otrocih, ampak zelo so pa zanemarjene nekatere zadeve, in sicer inovativnost, samoiniciativnost in pa deloma tudi vztrajnost. Zadeva je taka, ne, da še vedno se zahteva večinoma to, ne, da učitelj ex-katedra nekaj pove in da je učenec čim bolj natančno za njim ponovi in dobi dobro oceno. In če se dosti dobro naučiš na podlagi prejšnjih izkušenj, si tudi dobro na maturi, ne, in potem gimnazije tekmujejo, koliko je teh zlatih maturantov. Ampak to so na en način rutinske zadeve, pomembne, ampak so rutinske in da manjkajo vse tiste zadeve, ki pa niso rutinske. Ne? Se še enkrat bom rekel, inovativnost, samoiniciativnost, vztrajnost, ustvarjalnost med mladimi, tega je dejansko premalo. Ne? In žal šolski sistem enega polnega energije, ki pride v vrtec, ne, potem uspešno skozi osnovno šolo in srednjo šolo in še fakulteto zatre, ne. Čeprav velja pravilo, ne, da dober učenec, dobra učenka preživi tudi najslabše profesorje in učitelje. Ja, tako je, no. In take imamo tudi izkušnje, recimo s študenti, ravno naš nov študij multimedija, kjer smo vzeli samo vsakega četrtega, ker je bilo veliko prijav za 30 mest. To pomeni, da imajo dobre ocene, so zelo zanimiva skupina, ampak dejansko se zelo nekako trudimo z njimi, ker pogrešamo to ustvarjalnost, samoiniciativnost in tako naprej. So pridni, imajo dobre ocene, ampak nekako, da bi pa malo več, ne, sami od sebe skušali, pa to jih bomo še naučili. Tako da mi imamo en program Inženir Plus, kjer seveda vztrajamo na tem, da je treba pridobiti temeljna inženirska znanja, ker ti si rekel, da se je on naučil IT-a, ampak če bi tebe operiral kirurg, ki bi bil zelo samozavesten, pa bi se sam učil, ne, v poslu, verjetno ne bi bil zadovoljen. Ne. Tako da so neke meje, ne, kaj se naučimo, kaj se moramo naučiti, kaj pa potem nadgradimo z ostalimi zadevami. Torej, Inženir Plus to pomeni, da mi z dodatnimi aktivnostmi študentkam in študentom dajemo znanje, da bodo lahko komunicirali tudi z ostalimi vedami in da se bodo zavedali timskega dela in pa sodelovanja. To je ta Inženir Plus. In to imamo tudi v okviru enega predmeta, karierna komunikacija, kjer je bil prvi predavatelj psiholog, slovenske olimpijske reprezentance, Matej Tuša, kjer je mladim pač začel z motivacijo. Postavite se cilje, bodite motivirani, tako da boste dosegali pač neke mednarodne uspehe. Tako da na ta način to delamo z bodočimi inženirji. Mislim, da je to vredno. Hvala lepa, Janez. Pomenil si besedo inovativnost, pa se bom navezala na to. Inovativnost pomeni ustvarjalnost, nekaj preizkušaš, nečesa še ni bilo in ti ustvariš nekaj novega in lahko gre tudi narobe. Ko je bil pred leti, dolga leta, 10 let nazaj, kolega podjetnik v Ameriki je šel predstavljati svojo poslovno idejo, pa so ga Američani vprašali. Zelo zanimivo, kolikokrat ste pa že propadli kot podjetnik? Nikoli. So rekli, no, ko boste ene 7-krat, pa pridite nazaj. Ker takrat bomo res vedeli, da ste si nekaj upali tvegati in nekaj narediti. Torej, ta stigma ni mi uspelo, je mogoče pri nas še malo prisotna. In me zanima isto, ti si, ko si omenil prejšnjo podjetje, omenil vodil podjetje, ki je postalo Gazela. Gazela so najbolj dinamična podjetja v Sloveniji, ki so pa tudi zgrajena na 3 vrednotah. Rast, uspeh, širina. Isto, a tebi kdaj ni uspelo? A si upaš povedati? Jaz ti upam povedati, tudi moja barva lasa, pa količina las pove, da sem že nekaj v življenju dal skozi. Tako da seveda normalno v življenju delaš stvari, za katere misliš, da so dobre, da so v redu in tako naprej. Pa včasih pride kaj, pohar plus kakšno delo dobiš, pa se spustiš potem spet dol. Jasno, da jaz se absolutno strinjam s tem. Živimo v neki Gaussovi krivulji, enkrat si gor, enkrat si dol. In če ne prideš, če ne padeš dol, se ne boš naučil nič. Tako da to sigurno je zelo pomembno
In tudi jaz moje otroke učim tudi to, da nisi zmeraj samo zmagovalec, ampak da si zmagovalec takrat, kadar, bom rekel, se hitro znajdeš, ko si na tleh. Ko znaš preko tega, ko ne jamraš doma, ko ne čakaš, ampak se enostavno postaviš, se zmotiviraš in si pač postaviš nove cilje in greš naprej. Seveda tukaj zelo pomaga beseda, ki jo danes še nismo omenili, ampak smo se prej pogovarjali, to je ambicioznost. Se pravi, ambicije vsakega posameznika. In jaz moram reči, pač, bom rekel, nekje naše otroci so nekje na tem nivoju približno starosti enake, da, bom rekel, nekako razmišljajo drugače, ne iščejo več služb, če to temu tako rečem. Oni pač ne iščejo, ne čakajo, kdaj bodo se zaposlili, kdaj bodo delali od 8 do 4 ali od 7 do 3. Tudi pri meni konec koncev vidijo, da delovnega časa ni, pač zjutraj greš, pa zvečer prideš. In enostavno si iščejo zdaj svoje priložnosti, neke projekte, iz katerih pričakujejo, da bodo lahko kaj zaslužili. In jaz mislim, da morate vi tudi pripraviti, pravzaprav dijake, bodoče študente in tako naprej, na to, da tega delovnega časa ni več. Mi smo mogoče, posebej tisti, ki smo nekako v tujih firmah, smo to že pred mnogimi leti spoznali, verjamem pa tudi, ali pa ne nazadnje Janez, ali pa pri vas, ki ste pač v nekih drugih poslih, tudi nimate več ob 3 ali pa ob 4 konc, ampak se ob 6-7 zvečer še hudo trudite nekaj zaključiti ali pa nekaj narediti, kar je jutro že prepozno in tako naprej. Današnje poslovanje pač zahteva hitro odreagiranje. Bom rekel, z uvedbo elektronske pošte so se vsi procesi, vsi postopki, vsi posli povečali, mislim, hitrosti so se povečali krat 10, krat 100. Če smo včasih čakali faks, pa je to trajalo uro, 2, preden si dobil neko komunikacijo, je zdaj že prepozen, če dobiš čez nekaj sekund e-mail. Včasih so vsi naši telefonski pogovori šli preko telefonskih central, pa tajnic, pa direktorja ni, pa pokličite jutr, pa tako naprej. Danes tega izgovora ni več, vsi imamo te telefone in si takoj v trenutku dosegljiv. In če nisi dosegljiv, je nekdo drug posel naredil, se pravi, spet prešteješ potem konec leta, ali ljudje, ki delajo pač v podjetju, a jih ni mogoče preveč. In zato to, kar smo zdaj govorili, samoiniciativnost, potem ambicije, potem želja, jaz mislim, da v Sloveniji še zmeraj premalo želje nekaj dosežiti. Pa mislim, da smo 10-15 let nazaj mogoče drugače razmišljali, potem smo se zelo spustili neko ležernost. Zdaj pa sama situacija pravzaprav tiši v aktivnost, v iskanje nekih priložnosti. In kot smo prej rekli, pač razumeti, da slovenski trg ni v Sloveniji, ampak je v Evropi, je v svetu. To nam kažejo najboljše slovenske firme, ki so pač lahko uspeli na globalnem trgu in to moramo razumeti. In mogoče sam še ena misel, ki sem jo tudi večkrat že povedal, jaz sem doma z Kranjske gore, pa imamo tam Italijo, pa Avstrijo, pa tako naprej, in smo že v tistih časih, ko so bile meje zaprte, veliko hodili čez mejo. In pravzaprav takrat, ko smo v Sloveniji odprli meje, ko smo vzpostavili ta šengenski sporazum, ko enostavno ni bil več problem iti kamorkoli hočeš po Evropi, brez pasoša in tako naprej, jaz mislim, da smo v tistem trenutku Slovenci si postavili meje v naših glavah. In sem v to globoko prepričan in samo želim, da bi vsi skupaj te meje se čim prej podrli, še en Schengen tak v naših glavah naredili in potem pač spoznali, da pravzaprav se ne vrti vse skupaj kot Ljubljane, pa kot Slovenije, ampak da obstaja čez Karavanke še nekaj, pa mogoče še malo naprej. In prej bomo to spoznali, prej bomo to razumeli, jaz mislim, prej se bo potem Slovenija pač izkopala iz nekega, jaz ne bom rekel krize, ampak iz nekega status quoja, ki ga pač trenutno živimo. In tukaj tudi vi lahko sodelujete pri tem, ko pač spodbujate mlade, recimo to, kaj pa kako naprej v življenju. To sem prav želel.